Pozdravljeni! Letos je naš običajen komentar dosegel že številko 28, pa poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Seveda, formula ostaja nespremenjena, 4 različni sklopi in seveda viri so navedeni v opisu, kjer boste dobili bližnjice do originalnih člankov. A tokrat kot zanimivost, da ne bom ponavljal pri vsakem sklopu, vsi navedeni članki so bili objavljeni 13.7. Pač dan, ko smo lahko videli v različnih virih pravzaprav poplavo zanimivih novic. A lotimo se kar prve naše teme. V našem prvem sklopu se bomo malodane obregnili ob izjavo Rossa Browna. To izjavo sem zasledil na spletni strani motorsport.com in seveda govori o novi formuli poizkusni za kvalifikacije. Govorimo o tako imenovani sprint dirki. Sam sem o tem objavil že poseben prispevek, kjer sem predstavil vse moje osebne pomisleke. Danes je na vrsti komentar tistega, kar lahko beremo v raznih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. In rad bi poudaril, da Ross Brown trdi, da brez nobene prisile, brez nobenega siljenja se ne bodo odločili o uspešnosti ali neuspešnosti novega formata. Ob prebiranju te izjave sem dobil občutek, da niti v Formuli 1 niso preveč prepričani o tem, kaj bo prinesel ta poizkus. Namreč iz dneva v dan lahko postaja zmeraj bolj jasno, da morda ne bomo videli kakih radikalnih sprememb v naslednjih letih. A treba je dati čas v čas in videti, kako se bo zadeva najprej obnesla na veliki nagradi Velike Britanije, kot sem povedal že v tistem predhodno citiranem prispevku. A vseeno zanimivo dejstvo, da niti tisti odgovorni niso slepo prepričani v ta poizkus. V našem drugem sklopu se bomo pa ukvarjali z izjavo, ki jo je podal Lawrence Stroll, oče Lanca Strolla in seveda tisti glavni odgovorni ter tudi delni lastnik Aston Martina. Namreč dejal je, da v prihodnjih dneh lahko pričakujemo še kako novo objavo o prihodu k ekipi Aston Martin. Do sedaj moram priznati, da so nas prijetno presenetili. Namreč Andrew Alesi iz Red Bulla, Luca Forbeto iz Alfa Romeo Racinga in Dan Fellow, s kateri se bo pridružil ekipi 2023, so nekako nakazali smer, da pri Aston Martinu mislijo prekleto resno. In po izjavi samega Strolla, od tistega, kar je dobil na začetku, tistih približno 400, je ekipa narasla na 500 članov. In ne govorimo samo o kvantiteti, temveč tudi o kvaliteti. In zgleda, da ni še konec. Namreč pri Aston Martinu si želijo postati svetovni prvaki. In mislim prav z vlaganjem v kadre, da gredo pravo pot. A ta pot je lahko prvič izjemno težka in drugič tudi izjemno nevarna. Namreč v Formuli 1 je več ljudi izgubilo denar kot tistih, ki ga je pridobilo. In res, ukolikor Lawrence Stroll najame večje skupino strokovnjakov, bo to pomenilo ogromen izdatek. A to še ne pomeni, da bodo avtomatsko postali svetovni prvaki. Videli smo, na primer, da z Sebastianom Vettelom so začeli
Kar konkretno pot, kar se tiče tistega višanja izdatkov, čeprav obstaja tako imenovan budget cap. A seveda pri Aston Martinu verjetno pobirajo na tržišču vse tisto, čemur so se odrekli pri drugih ekipah. In verjamem, da se bo njihov položaj izboljšal. Posebej sedaj, ko v sezoni 2022 bomo videli novo generacijo bolidov. A to še ne pomeni, kot sem že omenil, da bodo postali svetovni prvaki, čeprav Lawrence Stroll trdi, da bo naredil vse potrebno, da se bo to zgodilo. Seveda, želje so nekaj, realnost je pa lahko čisto nekje drugje. A vseeno, Strollu je treba priznati pogum ter seveda način, s katerim se je lotil te pustolovščine v Formuli 1. Zato mu drugega kot vse najboljše niti ne mislim želeti. V našem tretjem sklopu se bomo pa ukvarjali s tistimi priporočili, ki jih je naredila tako imenovana Hamiltonova komisija. Seveda, izdali so 10 točk, s katerimi skušajo nekako odpreti vrata v svet motošporta, še posebej Formule 1, tudi temnopolti. Seveda, Lewis Hamilton je temnopolt, uspel je v Formuli 1, je eden izmed največjih vseh časov, a tudi on je dobil kar lepo zalogo pomoči, naprimer strani Rona Dennisa, takratnega alfa in omego pri McLarenu. Znano je dejstvo, da v svet Formule 1 ne vstopiš samo s svojim prirojenim talentom. Potrebno je imeti naprimer zaslombo pri družini, bogati ali revni, potrebno je imeti nekoga, ki verjame vate, naprimer pokrovitelja in seveda še obilico sreče. Lewisu Hamiltonu je uspelo. In sam nekako podpiram to njegovo idejo, da skuša nekako izravnati ta po svoje malce krut svet motošporta. A seveda z nekaj pripombami, kot je moja navada. Namreč sam verjamem, da po svoje svet motošporta je izjemno liberalen. Tu v resnici šteje samo, kako si hiter. Čas je edino merilo in tu govorim o naprimer času na krog. Bolid, ki ga imaš na razpolago, ne ve, kakšne barve je tvoja koža, kakega spola si, kakšne prehranjevalne navade imaš, kako se oblačiš ali kakšni so tvoji politični pogledi. Bolid gleda samo na tvoje prirojene lastnosti, kako ga znaš spraviti do meje in seveda čas je edino merilo. Marsikdo izmed vas bo sedaj dejal, da res čas je edino merilo, ampak če nimaš denarja in nimaš na razpolago tistega najboljšega tehničnega sredstva, pač ne boš opazen. Tu bi vas rad spomnil naprimer na primer Georgea Russella, kateri v sedanji Formuli 1 nima na razpolago najboljšega tehničnega sredstva, ampak vseeno. Mislim, da večina nas navdušencev ga smatra kot izjemno talentiranega in potencialnega bodočega svetovnega prvaka. A seveda tudi v minornih formulah je potrebno imeti kar nekaj zaslombe. In zato take ideje bi znale biti dobrodošle, seveda pod pogojem, da je posameznik hiter. Namreč tisto, kar mene osebno malce moti, je to, da bi nekdo prišel do Formule 1 samo zaradi barve svoje kože ali spola, da smo si na jasnem. Namreč videli smo kar nekaj primerov in to v zadnjih sezonah, ko so posamezniki in posameznice prišli do praktično kmalu konca, vrhunca motošporta, brez da bi pokazali usrednjih rezultatov. Lep primer Carmen Horda. Namreč, ukolikor pogledamo njeno kariero, lahko razumemo, da je bil potencialno izgled tisti, ki je odprl marsikatera vrata in ne sama hitrost.
Zato priporočila, kot jih je dala tako imenovana Hamiltonova komisija, po svoje pozdravljam, po drugi strani pa ne bi rad, da bi zopet gledali neke primere negativne selekcije. Pač, da bi bil nekdo izbran samo zaradi tega, ker ima določene lastnosti, katere ne vplivajo na njegovo hitrost in je zaradi tega zanimiv naprimer za nekatere pokrovitelje. Mene osebno prav nič ne zanima, kakšne volje je Lewis Hamilton, kakšne barve je Lewis Hamilton, kaj je jedel za zajtrk Lewis Hamilton. Mene, kot ste že mnogokrat slišali, zanima to, kaj počne Lewis Hamilton, ko zapre vizir na svoji čeladi točno do tistega trenutka, ko svoj vizir na čeladi dvigne. A seveda, kot ponavadi, gre za moj oseben pogled, s katerim se pa lahko marsikdo izmed vas tudi ne strinja. V našem četrtem in seveda zadnjem sklopu se bomo pa ukvarjali z novico, katera pravzaprav za mnoge bo presenetljiva. Govoril bom o uri Landa Norrisa in kako so mu jo izmaknili na finalu Evropskega prvenstva v nogometu. Seveda, marsikdo se bo vprašal, zakaj ta novica sodi v naš tedenski komentar, kjer se ukvarjamo bolj s Formulo 1 kot s trači. Namreč, res ne bom se lotil zadeve z tistega zornega kota, kot so mnogi poročali, temveč bomo šli malce bolj v globino. Kot originalni članek se bomo nekako navezali na tisto, kar je pisalo na italijanski spletni strani revije Autosprint, kjer smo lahko zasledili, da prestižna ura je bila vredna 40.000 funtov oziroma 46.000 evrov. Bajna vsota, posebej za zapestno uro, čeprav vem, da obstajajo še bistveno dražje. A gre za pokrovitelja ekipe McLaren. Lando Norris ni odštel te bajne vsote. In seveda, videli smo lahko marsikdaj Landa Norrisa, kako nosi to uro, predvsem na tistih dogodkih na sami progi, in vidite na naslednjih slikah, da sem vam jo tudi označil. Seveda, na boku McLarena je lepo viden tudi napis pokrovitelja, ki je prisoten v Formuli 1 že kar nekaj sezon pri različnih ekipah. In sedaj se lahko vprašamo dve zadevi. Prvič, kako je možno, da tako pomembna oseba, kot je Lando Norris, kateri naj bi prišel na finale Evropskega pokala celo v McLarenu, je bil nekako prepuščen sam sebi in so do njega lahko pristopili malopridneži, ki so ga na to na koncu oropali. Seveda, slavne in pomembne osebe so z razlogom ločene od nas, navadnih smrtnikov, pravzaprav, da se ne dogajajo taki incidenti. In drugič, je ta rop za samega pokrovitelja negativen? Mislim osebno, da ne. Namreč, s tem ropom je velika množica navdušencev sploh zvedela za obstoj tega izdelovalca ročnih ur. In seveda v svetu komerciale ni slabe reklame. Ukolikor se govori o določeni znamki, je to pozitivno. In sedaj bo marsikdo rekel, da pač nihče izmed nas tako ali drugače te ure ne bi kupil. In tu se z vami strinjam, a dodal bi rad, da tudi če se tega ropa ne bi lotili malopridneži, bi marsikdo izmed nas nasplošno preskočil nakup tako prestižne ure. In seveda, sedaj smo razumeli, da v svetu Formule 1 tudi negativni pripetljaj, kot je bil ta, ki ga je doživel Lando Norris, na koncu samemu oglaševalcu prinese pozitivno reklamo. In glavno je, da je oglaševalec zadovoljen.
Lando bo pa verjetno prav kmalu, že na veliki nagradi Velike Britanije, kazal novo uro, katera bo nadomestila to, ki so mu jo pravkar ukradli. In seveda, to je tudi zadnja novica našega tedenskega komentarja. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.